Odkrivamo manj znane kotičke slovenskih občin, spoznavamo zanimive sogovornike, krajevno zgodovino, etnološko dediščino in naravne znamenitosti. Dobrodošli v oddaji Zlati ključi. Vsak teden v 3 oddajah iščemo namige in zlate ključe, na katerih so uganke za gledalce. 3 oddaje, 3 uganke, 3 besede, ki tvorijo nagradno geslo. Tega pošljete na našo Facebook stran in tako sodelujete v nagradni igri. Če ste pustolovci po duši in iščete idejo za izlet ali oddih, se nam pridružite pri odkrivanju Slovenije. Lepo pozdravljeni! Današnje koordinate so me pripeljale v občino Kranj in to kar z vlakom. Mestna občina Kranj si prizadeva k povečanju trajnostne mobilnosti, v kategoriji za najboljšo e-mobilnostno občino pa je v Sloveniji zasedla 2. mesto. Kranj je na dobri poti, kar potrjuje tudi vključitev v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030, kamor jo je vključila Evropska komisija. Danes se bom na pot odpravila z e-kolesom, za daljše razdalje pa bom uporabila avto, saj ima Kranj dobro narejen sistem za souporabo električnih avtomobil. No, zdaj grem pa kar do mestne občine Kranj. Moje kolo sem tam odložila, zdaj grem pa poiskat gospoda župana, da mi kaj več pove o mestni občini Kranj. Lepo pozdravljeni. Dobar dan, lep pozdrav. Lep pozdrav, gospod župan. Dobar dan. Jaz pa danes malo raziskujem Kranj. O, lepo. Pa me zanima kaj več, če mi poveste o vaši trajnosti, e-mobilnosti, tako da lahko kar začneva, zakaj je mesto Kranj pametno mesto? Ja, pametno mesto. Ne govorimo samo o pametnem mestu. Dejansko mestna občina Kranj, 3. največja občina v Sloveniji, 26 krajevnih skupnosti, tako sam center, mesto, kot pa seveda tudi podeželje. In zato je mogoče bolje in tudi v Evropski skupnosti se uporablja, da v bistvu pametna skupnost, ne pametno mesto. Se pravi, imamo pametno podeželje, pametno mesto, ampak združujemo ga pod enotnim nazivom pametna skupnost. In kaj sploh pametno mesto pomeni? Ja, zdaj seveda za mestno upravo, za komunalne službe pomeni seveda nadzor nad vsemi funkcijami, nad porabo energentov. Na drugi strani, kar je pa bistveno, je pa seveda to, da imajo naši občani in občanke boljše življenje, kvalitetnejše, lažje pridejo do storitev, prihranimo na času. Skratka, res veliko stvari se lahko dogodi z vsemi sistemi, ki so nekako pod kapo pametne skupnosti. Jaz sem se do sem pripeljala z električnim kolesom. Vem, da se zelo zavzemate tudi za električno mobilnost. Kako pa jo delimo na 3 stebre? Ja, v Kranju smo se lotili in dobili tudi dejansko zelo veliko pohval. Postali smo tudi najbolj e-mobility občina v Sloveniji. O tem smo tudi svoje izkušnje razložili velikokrat v tujini. Bil sem v Združenih narodih v Ženevi, kolegi so to predstavljali v Barceloni, zdaj smo bili v Bruslju. Skratka, res dober koncept. Najprej gre za zamenjavo vozil na klasičen pogon z električnimi vozili. Tako za mestno upravo kot za osnovne šole, za vrtce, dom upokojencev, tukaj še komunala. No, kar je pa bistveno, to je v bistvu najlažje narediti, zamenjaš vozni park, ampak kar je pa bistveno je pa, da ima vsak avto svojo domicilno polnilnico. Namestili smo kar veliko polnilnic tudi po samem mestu in tudi v okolici. Velik izziv nam predstavljajo blokarska naselja, ampak tudi tam imamo že rešitve. In pa tretjo, kar je pa največ doprinese k trajnosti, pa to, da dejansko smo namestili sončne panele na strehe občinskih stavb oziroma šol in proizvajamo lastno elektriko. Tako da dejansko vožnja z električnimi avtomobili za, kot sem rekel, mestno upravo, za šole je dejansko, da tako rečem, brezplačna oziroma trajnostna.
Sem videla tudi prej en mestni avtobus mimo. Kako pa je s tem? Ja, to je pa naslednji korak, ne? To je pač tukaj mal bolj zahtevna zadeva, ampak jaz sem zelo vesel, da smo lani oziroma v začetku letošnjega leta dobili kar 2,8 milijona evrov nepovratnih sredstev strani Ekosklada za nakup 8 električnih avtobusov. To seveda zahteva velike spremembe že pri samem koncesionarju, kot tudi v logistiki v mestni občini Kranj. Zdaj načrt je, da izpostavimo 2 posebni polnilnici za avtobuse, to se pravi 2 polnilna mesta s 4 polnilnicami. V ta namen pričakujemo, da bomo dobili dober milijon evrov strani Evropske unije, to je, prijavili smo se na razpis. In potem bomo v Kranju dejansko počasi izrinili, da tako rečemo, vsa vozila na klasičen pogon. Lahko pa še to povem, da bomo skupaj s Slovensko vojsko se pripravlja projekt vodikove polnilnice. Ta bo pa v začetku namenjena predvsem za težka vozila, ki jih uporablja komunala, potem pa seveda tudi za osebna vozila. Tako da to je en tak lep začetek, ki ga uvajamo v Kranju. Vidim, da imate res ogromno enih projektov, tako da jaz vam želim vso srečo in že komaj čakam, kako se bo Kranj razvijal, ker sem tudi sama tukaj doma, tako da sem večkrat v Kranju. Lepo. Potem sigurno poznate sistem kar s kolesom, to je v bistvu največji elektrificiran sistem. Iz posoje električnih koles moram priznati, da po koroni se je res zdaj dobro prijel in zelo veliko uporabi. Ja, veliko delamo na tem, na trajnostnem razvoju. Imamo res, Kranj je lep skrit ali pa stoji med 2 kanjonoma rek Kokre in Save. Tudi to bomo uredili, skratka, veliko se bo še delalo. Ja, čudovit je res. Zdaj pa jaz še malo šibam pogledat našo mestno jedro. Vam pa najlepša hvala, upam, da se še kaj vidimo. Hvala lepa, lep dan še naprej, nasvidenje. Nasvidenje. Še nikoli nisem Kranj opazovala v vlogi raziskovalke. Koliko enih zgradb imamo? Aha, tu je cerkev. Pozdravljena, vidim, da se ogledujete maketo Kranja. Sem lokalni turistični vodnik in vam lahko pomagam pri raziskovanju Kranja ali ogledu posameznih znamenitosti. Lepo pozdravljeni, moje pa Asja, me veseli. Jaz sem danes tukaj s prav posebnim namenom, da Kranj dobro raziščem. Krasno. Za dober začetek vas povabim na Kremšnito. Sicer po gorenjsko, si bova samo ogledala. To je Kranjska gimnazija, najstarejša gimnazija v Sloveniji, ki ljubkovalno rečemo Kranjska Kremšnita. A vi veste, da sem jaz tudi na tole Kranjsko Kremšnito hodila, ampak že nekaj let nazaj? No, pa pojdiva po Kranju. Sicer mestno jedro ni daleč, ampak kljub temu bo v teli vročini lažje, če se zapeljeva s kranjskim tramvajem. No, to se pa nisem še nikoli, tako da super doživetje. Kar gremo. Gospod Edvard, zakaj pa se Kranjska gimnazija imenuje Kranjska Kremšnita? To je, da veste, Kranjčani so hudomušni in za vse najdejo kakšen tak hecen naziv ali pa poimenovanje. Ja, po obliki spominja teli kockasti na Kremšnito in predvsem po barvah. Kranju pa mi tudi rečemo Prešernovo mesto, a ne? Ja, seveda, Kranj s ponosom nosi naziv oziroma nadimek Prešernovo mesto, saj je naš največji pesnik tukaj v Kranju proti koncu življenja živel in tudi umrl in ravno v tej stavbi, tle zgoraj je bila njegova soba. Jeseni nekako 1846 se je preselil v Kranj, iskal je, kje bi se nastanil. Ta hiša je bila takrat v lasti pivovarja Franca Majerja, v spodnjih prostorih je bila prva kranjska kavarna, zgornje prostore pa v celoti najel France Prešeren in se potem preselil tukaj. Živel je tle okoli 2 leti in pol in žal tudi tukaj umrl. V njegov spomin seveda je pa hiša kasneje preurejena v spominski muzej. Po slovenskem pesniku pa imamo poimenovanih kar nekaj stavb.
Med njimi je tudi Prešernovo gledališče, pa tam imamo tudi Prešernov kip, tukaj lahko vidimo kavarnica Soneta, ne? Ja, pa še kar nekaj je teh poimenovanj, predvsem je seveda Prešernov gaj, kjer France Prešeren počiva, kjer je njegov grob in je po njemu poimenovan. Zraven je seveda grob in tudi spomenik še enega velikega slovenskega pesnika Simona Jenka. Potem so pa razna poimenovanja seveda ulic, ustanov in tako naprej. Vse seveda v spomin in poklon Francetu Prešernu. Tudi tukaj v sami hiši se tekom leta, zlasti ob obletnicah smrti in pa rojstva Franceta Prešerna zvrstijo številni kulturni dogodki, večina od njih seveda v spomin življenju in delu Franceta Prešerna, čemur je posvečena tudi razstava v zgornjih prostorih. Zdaj bi si pa jaz rada ogledala še Prešernovo gledališče. Ja, pa dajmo se napotiti po Prešernovi ulici do Prešernovega gledališča. Vidim, da je v Kranju tudi Plečnik pustil svoje sledi s svojimi Plečnikovimi arkadami. Ja, seveda, ni sicer edino Plečnikovo delo tukaj v Kranju, ampak je eno najpomembnejših in Plečnik seveda je bil mnenja, da je tole stavbo, ki je nekoč bila povsem taka siva, običajna, neistopajoča stavba, treba ozaljšati, ker pač osrednji kulturni hram v Kranju mora imeti bolj impozanten videz. Sicer je pa prvotno stavba bila zgrajena kot ljudski dom. Od druge vojne naprej, po drugi svetovni vojni, seveda tukaj ustanovljeno in ves čas deluje Prešernovo z eno majhno prekinitvijo Prešernovo gledališče, ki je eno sicer najmanjših gledališč v sami Sloveniji, je pa izrazito orientirano na prikazovanje sodobnih dramskih tekstov in pa seveda predelave klasikov oziroma prikaz dramskih klasikov na sodoben način, prav tako je orientirano na družbeno-kritične, družbeno-politično kritične tekste in pa seveda angažirane tekste. Pomembno je, da vzdržujemo ta kulturni utrip, zdaj pa jaz predlagam, da gremo kar naprej do Kranjskih rovov. Pa pojdiva. Pozor, stopnica. Kako pa so nastali rovi pod Kranjem? Rovi so v bistvu bili zgrajeni med drugo svetovno vojno kot zaklonišče za prebivalstvo Kranja in po vojni seveda niso imeli nobene funkcije več, vse tja do leta 2008. Potem je pa občina investirala 266 000 evrov. Od takrat so rovi ena najbolj obiskanih, če ne pa res najbolj obiskana turistična znamenitost v Kranju. Tako da jaz zdaj predlagam, da si greva še pogledat Pungart. Ja, se bova mogla sicer majčkam povzpeti, ampak nič ne dej, na 1, 2, 3 bova gor. Pol pa kar pot pod noge. Peva. Kakšen razgled, noro. Kje pa se trenutno nahajava? Ja, trenutno sva na Pungartu oziroma konkretno na razgledni ploščadi nad kanjonom reke Kokre. Tukaj na istem mestu je do konca 19. stoletja stal prvi obrambni stolp v obsežnem obzidju mesta Kranja, ki je obsegalo 870 metrov z 9 obrambnimi stolpi. Ta se je žal zaradi erozije zrušil v kanjon Kokre, ampak tukaj imamo pa stolp iz 16. stoletja, ki je na zunaj ohranil prvotno obliko in je edini na zunaj ohranjeni stolp v samem Kranju. Zraven samega stolpa, tesno ob njem, je cerkev svetega Boštjana Fabijana in pa Roka, zgrajena v drugi polovici 15. stoletja kot priprošnja proti kugi, ena od nadlog, ki je pač tudi doletela Kranju in njegovi zgodovini in ljudje so pač se obračali na višje sile, gradili so verske objekte. V samem stolpu v času ilirskih provinc
je bil zaprt tudi znan kranjski slikar Leopold Lajer s celo svojo družino. In sicer zaradi ponarejanja denarja, ko so Francozi zasedli to območje, je vrednost denarja zelo padla. Predvsem so pa seveda družini Lajer kot slikarjem in podobarjem usahnili dohodki, ki so jih dobili strani cerkve za cerkvene poslikave, kjer je pač Francija strogo po ustavi država ločena od cerkve in ni bilo telih naročil. Zaradi tega sta svoje seveda likovne spretnosti uporabila za risanje denarja. Temu se pa drugače reče tudi ponarejanje. Kranj pa res skriva marsikaj. Zdaj se grem pa jaz še ogledat malo okolico, potem pa pridem nazaj. Našla sem zlato skrinjico. Super. Sledi Sodarjeve poti. Sledi Sodarjeve poti? Ja, to je pot na Jošta, izredno priljubljeno izletniško in pohodniško točko nad Kranjem. Odlično, pol bom pa potrebovala pohodniške čevlje in pohodniške palice. Ja, in dobro sapo. Lepo se imejte, nasvidenje. Enako, nasvidenje. Živjo, lepo pozdravljeni. Živjo, pozdravljena. Jaz sem pa ravno prišla po poti Sodarjeve smrti. Je bila ravno pravšnja pot. Ne toliko zahtevna, lihta prava zame. Odlično. Za rekreativne. A si uživala? Ja, res sem uživala, sploh pa ob takem razgledu. Zdaj pa reči, če ni tole Sorško polje nekaj najlepšega. Res je lepo. Ampak pojmo najprej malce dotakniti pohodniške opreme. Kaj potrebuje rekreativni pohodnik? Najprej mora imeti dobre čevlje. Jaz sem jih prav za tale pohod obula, pohodniške. Zelo dobro. Fino je, ker so visoke, zato ker dajo oporo tudi gležnom. Najlažje se namreč na teh poteh gležen zvije. Se svidela korenine pa vse to, kar je bilo vmes. Pa kamenčki, sploh pa če je kakšen dež, hitro zdrsne. Ja, pa tudi, a veš, kakšni taki prehodi, ki so že čisto zlizani, ker ta točka Jošt je namreč zelo obiskana. In ja, vidim, da so ljudje fajn obuti. Drugače pa fino, če imaš oblačila, v katerih se dobro počutiš, taka široka, sploh za tole poletno vročino, potem nujno mora biti nahrbtniček, v katerem je voda, kadar je vročina, in potem seveda oblačila, taka, ki so primerna za čas, v katerem se vzpenješ. Drugače pa ta pot, ki si jo ti izbrala, je res taka začetniška pohodna pot in se mi zdi idealna, če kdo začne v gore hoditi. Sem pa slišala, da je tukaj tudi ena posebna pot za invalide. A je to res? Ja, to je ta pot, ki je klasična, del tudi asfaltirana, ampak dovolj dobra za to, da lahko potem tudi z vozički se pride na vrh. In tega je danes veliko. Obstaja posebna akcija Gogo, gibalno ovirani gori osvajajo, recimo. Že ime veliko pove. In izbirajo si točno take cilje, kot je Jošt. In ali gredo po tej cesti, po asfaltni naokrog na vrh, lahko pa izberejo tudi kakšno bližnjico, oziroma mi rečemo temu bližnjico, makadamsko pot, ki je dovolj dobra, da lahko po njej gre se z vozički. Seveda potrebni so pa tudi ljudje, ki pomagajo, da te vozičke potem potegnejo naprej in teh pa v Kranju ne manjka. Se mi zdi, da sploh mi Gorenjci, da nas že starši vzgajajo od majhnega, da smo veliko v gorah, v hribih, da dihamo ta svež zrak. Ja, in največ seveda naredijo vzgledi. In se mi zdi, da vedno več starejših, pač odraslih ljudi gre v hrib in to otroci vidijo. In po prvem vabilu, se ve, ponavadi otroci ne gredo zelo radi v gore, ampak potem, ko enkrat vendarle izkusijo, tisto, kar niti ne moramo z besedami opisati, zakaj hodimo v gore, gredo spet. Sploh, če je vmes še krokodilček, pa če je na vrhu še gostišče, pa štrukelj, pa sladoled, pa take stvari. Tako da. Res je lepo, da se v hribih takole vidimo po dolgem času. Tako da jaz se grem zdaj še malo gledat cerkvico, pa pridem nazaj. Super, me veseli.
Poglejte, kaj sem našla na vratih cerkve. Wow. Zlati ključ. Pozdravljena. Kot vidiš, Kranj ni od muh. Ima bogato zgodovino, kulturo, tradicijo in celo rove pod mestom. Območje mestnega središča je bilo poseljeno že v mlajši kameni dobi oziroma neolitiku pred več kot 6000 leti. To uvršča Kranj med eno najstarejših poseljenih lokacij in med najstarejša slovenska mesta. Kranj je tudi edino naselje v Sloveniji, ki je poseljeno od antike pa vse do danes. Zato ga nekateri opredeljujejo kot dejansko najstarejše slovensko mesto. Po mestu Kranj, ki je bilo sprva njeno središče, je poimenovana tudi zgodovinska pokrajina Kranjska. Kranj je bila prva prestolnica Slovencev, saj je bil od 8. stoletja dalje center slovanske kneževine Karniole. Tudi jutri te čaka naporen pustolovski dan, zato ti predlagam počitek. Gledalce pa tokrat sprašujem po pridevniku, ki se uporablja za označevanje nečesa, kar pripada mestu ali je povezano z njim. Je gosto naseljeno območje, ki ni odvisno od meje občin in upravnih enot. Po čem sprašujem? Tvoja naslednja naloga pa je, da poiščeš staro furmansko gostilno. Ne bi smelo biti pretežko. Torej bom dobro jedla. Pa počitek tudi paše po hribi. Ja, sigurno. Lepo se majte, jaz pa zdaj šibam mojo pot v dolino. Čau. Nasvidenje, živja. Mestna občina Kranj je gospodarsko, trgovsko, prometno, izobraževalno in kulturno središče Gorenjske, razprostira se na 148 kvadratnih kilometrih in je tretja največja občina pri nas. Leži na križišču pomembnih prometnih poti, ki vodijo iz severne Evrope proti Jadranu in iz zahoda proti vzhodu. V mestu pa najdemo tudi znamenite ulice, arhitekturne zgradbe in še in še. Komaj čakam na jutrišnji dan.